Irena, oprosti, gledaj, nikoli zjutraj ne zamujam, še posebej pa ne, ko je treba... Si mogoče že slišal kdaj, da je čas denar? Oprosti, ampak gledaj, resnično sem... Pravzaprav, če dobro razmislim, je čas vreden več kot denar. In tudi, če bi bil kraljevsko bogat, si ne moreš privoščiti niti minute. Parkirno... Danes smo dobili nalogo, da se posvetimo napravam, ki merijo čas. In čas nam od rojstva do smrti meri ura. Lahko bi rekla pravzaprav, da je ura eden najlepših izdelkov, ki jih je kdajkoli ustvarila človeška roka. Kam pa ti ves čas gledaš, no? Pa... Cerkvena ura. Cerkvena ura. To je to. To rabimo. Cerkveno uro, ne. Cerkveno uro rabimo. Eno, tako ali drugače že zamujava, tako da daj, greva pa. Ampak te ure na zvonikih ne popravljajo. Ampak zvonari. Kako to boš? Andel, temu se reče research. Se pravi, da je moralo biti urarstvo zelo velikega pomena za Celje, da ste mu namenili celo delavnico Obrtniške ulice. Ja, tako je. Urarski poklic je bil izredno spoštovan in priznan. Nenazadnje je ura včasih pomenila, je bila pravzaprav simbol nekega blagostanja oziroma celo prestiža. Tako da so urarji ure sestavljali, bodisi da so to žepne ure ali stenske ure, kasneje tudi ročne ure, jih sestavljali, popravljali in pa seveda tudi prodajali. Urarska šola je bila vsa povojna leta v Celju. Zdaj pa že par let skoraj da je ni. Ker je čedalje manj interesentov za urarski poklic. Ker vsak obrtnik, urar sam dela. Največ je takih delavnic urarskih, ko sam dela. Ja. Pa tudi uspeva. Ja. Ko smo že ravno pri izobrazbi in nekih začetkih, tudi vi ste bili nekoč pravzaprav vajenc. Takrat, ko ste se vi začeli z urarstvom ukvarjati, ni bilo šol, ne? Ne, ni bilo. In kako je bilo pa to? Kakšen je bil vaš prvi dan, ko ste prišli k mojstru? Ja. Iskati delo, ne? Iskati znanje. Ja, prvo je bilo tiste čepiče pilit pa brusit. To je, da se roka navadi na fino delo. To je bilo prve dni. A vam je mojster kaj pogledal v roke, kakšne so? So mirne, se kaj tresajo? Ja, prvo mi je pošla to roke, če se mi znojijo. Dokler to se vam ne sme. To se vam ne sme, bo vse rjavo. Če se roke znojijo. Ja. Pa mirna roka tudi mora biti. So bili taki časi? No, takrat, ko sem se šel učiti, ni bilo več tega, da bi moral nekdo plačati mojstru, da ga je sploh vzel v uk. Poznej pa tega ni bilo. Da je po vojni se je pa že nekaj zaslužilo tudi, je bilo določeno, koliko mora plačati vajenca. Tak rek je bil, da urar, ko uro odpre, pa pogleda v njo, da vidimo golaž, pa 2 deci vina. Ja, toliko to stane, da je že na malca. Ja. Gospod Ivan, mene pa sam še zanima zgodovina cele ure. Tukaj vidim 2 avstro-ogrska vladarja na sliki. Ja, to je Franc Jožef, cesar, pa Ferdinand. Je to kakšna vojaška ura mogoče? Ja, to je bilo tako. Njemu menda v spomin narejeno, nekaj takega je bilo. Ampak je pa tole zanimivo, včasih je za korak držati, je tak droml bil. En vojak je pač bil v tistem oddelku vojske, da je korak, da so držali po tistem dromlu. No in ta je imitacija tega dromla. Joj, grozen način za zbuditi vojaka, že na vsem shodi je moral korakati, ne? Zunanja podoba stare sončne ure, ki so jo iznašli Egipčani v 3. stoletju pred našim štetjem, se odslikava v podobi sodobne ure. Iz okrogle plošče je nastala številčnica, tanka senca, ki je kazala čas na plošči, pa je postala kazalec.
V sončne, kasneje tudi vodne ure, pri katerih je pritekajoča in odtekajoča voda kazala čas, so gledali tudi Grki in Rimljani. Potem so naredili mehanične ure, ki so jih poganjale kamnite uteži. V 13. stoletju so konstruktorji astronomskih instrumentov naredili uporabne ure na kolesa. Torej, lahko bi rekli, da so v 13. stoletju začeli delovati prvi urarji. 100 let kasneje so začeli izdelovati ure za cerkve. V 17. stoletju pa je Galileo Galilei iznašel nihalo. Ta je astronomu Christianu Huygensu prinesel sloves, saj je patentiral uro na nihalo. V tem času je v Švici nastalo središče urnih manufaktur. Še danes slovi Švica po svojih urah in njihovi natančni izdelavi. Torej, najbolj zanimivi so mi res časi, ki jih ni več. In mene zanima, kako je bilo včasih, oziroma včasih, ko ste se vi prvič srečali z uro. Prav gotovo je bilo dosti drugače kot danes. Tudi stari urarji so popravljali stvari dosti drugače, kot jih popravljamo danes. Ampak mene zanima, kako delujejo te cerkvene ure in te mehanizmi. Jaz prav vidim, da je to narejen zame. To je... Adel, lepo te prosim. Lepo te prosim. Ja? Res si me pustil na cedilu in bi bila res hvaležna, če bi bil malo potrpežljiv. Se opravičujem, torej, kje sva končala? Časi so minili, zdaj so pa novi. In pri novih časih se moramo pač urarji popolnoma drugače obnašati, kot so se včasih. Včasih je bilo rezervne dele strahotno težko dobiti. Danes to pravzaprav ni problem. 2 klika na internetu pa dobiš. Samo vprašanje organizacije in denarja, nič drugega. Vse stvari se spreminjajo, to je, v vsakem poklicu je temu tako, ampak mislim, da če jih nekje slediš, da lahko voziš zadeve. Cerkveni zvonovi, mehanizem, to rabim, to je zame, jaz to čutim, jaz. In če bom jaz to lahko prekalkuliral in potem ugotovil, kako to funkcionira... Kam ga mogoče lahko malo stavim, glede teh cerkvenih zvonov, ko ga tukaj zanimajo? Ja. Ure ali kako? Cerkveni zvonovi. Zvonovi, ure. Ja. Cerkvene ure popravljajo drugi majstri. To nismo mi za te reči. To si že prej videl, da mi imamo take male zgodbe tle, da to cerkvena ne bo šlo tule noter v ta lokal. To so popolnoma drugi strokovnjaki. Oni imajo, lahko si predstavljaš, kazalci so veliki, ok, kazalec uštimaš, ampak moraš pa nekako pripraviti energijo, da bojo se kazalci tudi premikali. Predvsem pa dobiti točen čas. Točen čas dobiš preko signala. To je popolnoma drugi fah, kot ga imam jaz. Cerkvene ure popravljajo drugi majstri.